v Mariboru poteka strateški forum mladih, ki pa pomeni še nekaj drugega, pomeni sodelovanje. Sodelovanje med Mlado Slovenijo in SDM-om. Kako se to sodelovanje odraža? Kot predsednica Mlade Slovenije sem izredno vesela, da smo prišli do točke, ko lahko pustimo kakšne politične razlike ob strani in delujemo res na vsebinski ravni. Ker mislim, da naš prostor, slovenski prostor in slovenski mladi potrebujejo take platforme, prostor, kjer lahko izmenjajo stališča krščansko-demokratska, konzervativna, jih testirajo argumente nasproti drugim vidikom ali pa pogledom na svet, ker se mi zdi, da sploh v šolskem sistemu je mnogo premalo prostora za te stvari, za te vsebine, da bi ljudje lahko razpravljali, debatirali in se tudi vsebinsko poglobili v politiko. Potem pa pač žal na volitvah ne izbirajo toliko glede na vsebino, pa bolj na kakšno všečnost. Ampak prav gotovo se ta povezanost med enimi in drugimi odraža tudi v politiki. Ja, gotovo. Mislim, v precej stvareh imamo podobna stališča, marsikje se tudi razlikujemo, ampak če želimo nekaj premikati v tej državi, moramo jasno iskati stičišča, ker v parlamentu se konec koncev potrebuje večina, ki pa jo ena stranka v našem volilnem sistemu izredno težko doseže. Že dve je skoraj čudež. Prav gotovo pa je tisti prostor, ki je še odprt pri mladih. Kako je po vašem mnenju se mladi odražajo za politiko oziroma kako všečna je politika za mlade? Jaz bi si želela reči, da izjemno. Ampak žal ne morem reči tega na podlagi izkušenj, ker še vedno se marsikdo boji politike. Pa je po eni strani, kot sem že rekla, izobraževalni sistem tak, da ne spodbuja mladih k temu, da bi spoznavali politiko, da bi tudi vedeli, kako država funkcionira, ker potem si le lažje predstavljaš, zakaj greš na volitve in kaj tam izbiraš. Še ena druga stvar je pa neka družbena klima, ki je izjemno nenaklonjena politiki in ki jo slika kot zelo slabo. Tako da bi si želela tudi v medijih več pozitivnih zgodb političnih, ker verjamem in vem, da so, ker sem pač del tudi politike, ponavadi pa pridejo na naslovnice samo tiste slabe, ki prodajajo časopise, ampak ustvarjajo tudi zelo negativno podobo v politiki in dajejo slabo popotnico na mladim za naprej v političnem delovanju. In zato je tudi ta strateški forum. Tako, strateški forum imamo tukaj kot izredno lepo zgodbo sodelovanja med SDM-om in nami, Mlado Slovenijo, tako da jaz resnično upam, da bomo imeli še več nadaljevanj tega strateškega foruma in da bomo lahko mladim ponujali neko platformo, kjer se lahko izrazijo, preverijo svoje argumente in spoznajo tudi ljudi iz tujine, ki so v tej sferi. Hvala lepa.